Dharma, naše življenjsko poslanstvo. V današnjem video prispevku vam bom povedala nekaj, kako najti svojo dharmo. Počakajte z mano do konca, pokazala vam bom tudi vajo, mudro in afirmacijo in s pomočjo Ganeša, božanstva, ki je pol bog, pol slonček, sem tudi sama našla svojo dharmo. Najprej pa sem se začela spraševati pri sebi. V glavnem, mi imamo ljudje svojo osnovno dharmo, to je tisto, kar je vsem nam skupno. Znotraj te naše človeške dharme, ki jo bom kasneje opisala, pa imamo tudi ljudje čisto svojo posebno dharmo. Pa poglejmo zdaj lepo po vrsti in od začetka, medtem ko me poslušate, pa se že pripravite, da boste nekje v miru sami in da boste video gledali do konca ali pa si ga dobro zapomnili, da boste z mano vadili odkrivanje dharme. Se pravi, dharma, rečemo, da je to, kar daje smisel našemu življenju. To, kar je tisto glavno, kar bi se reklo namen. Sprašujemo se, katere so te naše kvalitete, ki jih lahko ponudimo svetu, v smislu, kdo sem jaz v tem svetu na nivoju duše. Katere kvalitete, se pravi, s katerimi lahko služimo, najprej našim najbližjim otrokom, tudi staršem, na to širši občini, širši domovini in na vse zadnje celotnemu človeštvu. Kajti vsakdo lahko doprinese svoj kamenček v mozaik te širše zgodbe človeštva. Pravimo, da je dharma prav tisto, se pravi po sanskrtu, to je starodavni knjižni jezik iz Indije, ki daje temelj naši zahodni ezoteriki, to je znanje, ki ga delim z vami in sem se ga naučila na duhovni univerzi. To je pač kvalificirana šola in to ni nek vikend program. Dharma pomeni tisto, tudi kar drži, in tudi mudra, ki jo bomo opravljali za raziskovanje dharme, boste videli, kako bo mogla držati, in če ne bo držala, potem pomeni, da še ni to tisto. Zakonitost, etika, vrlina, vse to je dharma. Dharma, se pravi, je tisto, kar daje našemu življenju nek temelj, neko osnovo, neko nalogo, zato ker smo mi tle, to, da smo mi tle, in to je naš smisel. Dharma, se pravi, ki jo po sanskrtu, kot vse druge ezoterične, filozofske in duhovne prakse poučujem, predstavlja delovanje. Se pravi, v pravem trenutku. Se pravi, ne kakršnokoli delovanje kot karma, ampak dharma predstavlja delovati na pravi način v pravem trenutku. In to pravilno delovanje je včasih celo v nasprotju s tistem, kar mi hočemo. Ja, seveda, kdo pa ne bi hotel jaz, se pravi, sladkarije, pice in tako naprej, nekaj, kar mu je dobro. Ampak kar mi hočemo, recimo, je širši pomen, globlji pomen, to je recimo, da hočemo zdravo telo, lepo telo in tako naprej, dobro prebavo. To, se pravi, ko si mi zastavimo en cilj, ko smo se inkarnirali, to naše pravilno delovanje, se pravi, mora biti tudi v skladu z našimi trenutnimi hotenji in željami. Kako najti temelj, ta smisel, po kateri poti ne bi šli, pravilno postaviti si vprašanje, ko iščemo smisel v tem življenju oziroma dharmo. Se pravi, to so lahko najboljša priporočljiva vprašanja, bi bila, kdo sem jaz v tej zgodbi, v tej trenutni situaciji, ali pa kaj je tisto, kar lahko prispevam z ničim za boljši svet. Včasih se nam zdi, da se naše življenje kar vrti v enem začaranem krogu, eno nisto se dogaja vsak dan in kar naenkrat smo malo siti in že naveličani tega. In pridemo do točke, ko se začnemo spraševati, a je to tisto, kar je. Se pravi, ponavadi se to ljudem zgodi, ko pridejo v neka zrela srednja leta ali pa ko se soočajo z dejstvom slovo od mladosti, 40-50 let,
ko se postavijo pred ogledalo in se pogledajo in se rečejo, kaj smo do zdaj naredili, a je to tisto, kar smo si mi res želeli, a smo živeli naše življenje po naši duši ali smo slučajno živeli po nareku nekoga drugega. Se pravi, spraševati se o tem. Rečemo, da je v vsaki invokaciji tudi evokacija, se pravi odmev na to naše vprašanje. In druga stvar, ki je pomembna, je tudi slišati odgovore, ki prihajajo. Mi vemo, da je naša duša nežna, duša prišepetava z nežnim glasom, ni glasna, kakor so glasne naše misli. Zato je potreba večkrat na dan, da naredimo en tak medijski post, se pravi, da smo čim več v tišini, v naravi, sami s sabo in da zaslišimo tisti naš nežni, tihi glas hrepenenja našega srca, tukaj mislim duhovno srce ali sad vidik duše. In ko iščemo darmo, je pomembno, da izhajamo iz situacije, v kateri se trenutno nahajamo. Se pravi, če iščemo pot naprej, moramo biti resnično v stanju, da osvestimo, kje sem zdaj v tem trenutku. Od tukaj naprej grem, ali pa se vrnem nazaj na izhodišče, ali pa iščem nove poti, sem na križišču, rečemo, sem izgubljen, ne vem, kaj bi, ali bi vztrajal v tem odnosu, ali bi šel v drugo službo, ali bi tako, ali bi drugače. Se pravi, če smo rekli, da je darma tisto pravo delovanje v tistem pravem trenutku, ali nam je to že kar ob rojstvu določeno, ali si ga sproti skreiramo. Ja, ljudje bi rekli takole, radi bi videli, da smo neke lutke. Mi nismo lutke v rokah nekih spiritov, nekih duhcev, ampak smo si že pred inkarnacijo pripravili plan za novo življenje. Seveda ljudje planiramo in tudi naše duše planirajo. In v tem kontekstu se rodimo že z nekim namenom, ko pridemo v to življenje, to se spusti kopreno pozabe in mi ne vemo. In jaz pogosto rečem, da darma predstavlja pozitivna semena, pozitivne potenciale minule karme, da je darma pač kot bančni račun. Se pravi, če imamo karma plus in karma minus, na koncu nam ostane več karme plus in to so tisti naše dobre lastnosti, ki smo jih skozi mnoga življenja usposabljali, se krepili. Tukaj so odnosi, tukaj je partner, ki ga imamo več inkarnacij, enega, dva, včasih smo zmedeni glede tega, kdo je naša duša dvojčica. Ampak, tako sem rekla, darma zajema celo naše življenje in absolutno ni to nič, kar bi bil posel ali pa poklic, čeprav je tudi posel in poklic del darme. Ampak tukaj v tem kontekstu se izkaže bolj kot neke kvalitete, ki jih ponudimo svetu, kot pa točno določen poklic s takim in takim imenom, recimo kuhar, šivilja, karkoli, vrtnar. Se pravi, rečem, da darmo si izberemo sami in še to preden se inkarniramo in da je to kot rezultat naše minule karme, naših dobrih del, dobrih delovanj, dobrih aktivnosti, to je karma. In ja, če ste že slišali ali pa gledali film o Mozartu, veste, da se je že pri 5 letih naučil klavir igrati. Seveda se ga ni naučil igrati, on je to znanje prinesel že iz prejšnjih inkarnacij. In tako mnogi ljudje prinesemo določena znanja iz prejšnjih inkarnacij. Tle med nami so duše, ki se prvič srečujejo z energijo denarja ali pa kriptovalute, tukaj smo vsi novi. Ja, eni pa to že znajo, eni so se z duhovnostjo že ukvarjali mnoge inkarnacije, enim je pa to novo. Eni so v prejšnjih življenjih imeli partnerja ali pa nekateri so več življenj bili zapriseženi celibatu in zato tudi karma vpliva na darmo. Se pravi, če karma predstavlja mnogo naših inkarnacij, je to treba vse upoštevati. Ampak gremo dalje. Se pravi, primer ene ženske, ki jo poznamo vsi iz medijev, zelo znana Slovenka, ima odličen dar govora in je borka za človekove pravice. In v prejšnjem življenju je bila moški,
bila je poveljnik in borila se je, se pravi, v času vojne za pravično vojno, se pravi za obrambo. In to življenje se je pa odločila, da bo ženska in se še zmerom bori, ampak ne z orožjem. Prenesla je kvalitete, dar govora, prenesla je odločnost, prenesla je karizmo, tako da kjerkoli se pojavi, jo vsi opazijo. In to je njena dharma. Se pravi, ni nadaljevanje iz prejšnjih inkarnacij, ampak vse tiste kvalitete se tudi v tem življenju izrazijo. Se pravi, za vse inkarnacije, ki jih mi živimo, za vse je pomembno dvoje in to si res zapišite. To je učenje in ljubezen. In to je skupno nam vsem ljudem, se pravi, naša skupna dharma je učenje in ljubezen. Dharma, se pravi, ni določen poklic, lahko se kaže kot ena kvaliteta, umetnost, se pravi, nek umetniški talent, nekaj, kar pač pokažemo nek potencial, lahko je to športna nadarjenost, lahko je dar govora, lahko je pa nekaj globljega, kar recimo smisel za detajle, lahko je sposobnost videti stvari globlje, se pravi nek detektivski talent, se pravi vsem delo z denarjem in tako naprej. Se pravi, vse to prinesemo že na ta svet in to je tisto, kar nas osmišlja, kar nas dela posebnega, drugačne od druge. In kaj se pa zgodi, če ne živimo svoje dharme? Kaj se zgodi z ljudmi, ki ne živijo po svoji dharmi, oziroma kako bi vi vedeli, ali živite svojo dušno naravo, svojo dharmo ali ne? In tukaj bi lahko definirala takole. Človek, ki se oddali od smisla življenja, se pravi od svoje dharme, se prvič počuti zdolgočasenega. To so prvi simptomi. Drugič, še huj, vse mu se zdi brez veze. Karkoli, se pravi melanholija, otožnost, pesimizem, in celo lahko se v najhujšem primeru pojavi ciničnost, zadirčnost, jeza na vse in išče same izgovore, zakaj neki ne more, vsi so ga zatravmirali, vsi so mu nekaj hudega naredili in tako naprej. Noben ni tak, ko bi mogel biti. V glavnem z vsem je vse narobe. To je pač zrcala njegovega lastnega doživljanja samega sebe v drugih. Projekcija, rečemo temu. In tak človek išče odgovore pri tem in drugem, tretjem mojstru in pri nobenemu ne obstane dolgo. Spet se mu zdi vse brez veze, zguba cajta in zguba denarja. Ampak prej ali slej se začnemo vsi spraševati, prej ali slej začnemo razmišljati, se pogledamo vase in naredimo eno tako introspekcijo, eno tako inventuro pri sebi. In tukaj je pomembno, da upoštevamo, se pravi, dharmo človeštva, ki rečemo univerzalna dharma, in našo osebno dharmo. Se pravi, ne gre, nismo ločeni, zmeraj smo v skupini. Dharma človeštva je ravno v tem, da deluje kot povezovalni most med dvema svetovama, med zemeljskim in duhovnim. In da znamo našo duhovnost prizemljiti, tudi to je naša človeška dharma. Ali človeštvo to dharmo danes uresničuje? Ja, razmišljajte o tem. Se pravi, to je neka univerzalna dharma celotnega človeštva, vnašati v svoje življenje red, ki je dober za vse. Se pravi, red, ki je dober za vse, ki prispeva z svojim redom, prispevaš za širši red. In pomembno je upoštevati prosperiteto dobrega, za vse dobro, zame dobro, za vse dobro. Kako pa kultivirati človeka, da pride do svojega individualnega spoznanja lastne dharme? Tukaj vam navedem 5 korakov, sicer vse natančno to opisujem v knjigi
ki je ravno kar v ponudbi pred tiskom, namreč natisnili bomo toliko izvodov, kot bo naročil. In zato poglejte na našo spletno stran, oziroma 2 spletni strani, vizijeuspeha.com in omgarden.si. Naslov knjige Akaški zapisi. Spoznaj svojo dušo, oziroma spoznaj osnove svoje duše z vpogledom v akaške zapise. Zdaj pa vam le na hitro preletim teh 5 točk, po kateri boste lahko ugotovili ali pa se soočili s tem, ali ste na poti svoje dharme, ali ste se še zelo oddaljili od nje. In sicer gremo takole. Ta prva stvar je vprašati se v življenju, kaj hočem. Kaj jaz resnično hočem? Kaj je tisto, po čemer hrepenim? Če ne vem, kaj je tisto, kar jaz res hočem, po čemer hrepenim, bom mogoče prišla, bi se reklo, pod vprašanjem, kaj je tisto, kar jaz res nočem. Če ne vem, kaj hočem, iščem negativ. Kaj jaz resnično nočem? Jaz pri sebi sem odkrila, da resnično nočem življenja brez otrok. Ko sem bila še mlada. Resnično mi otroci osmišljajo moje življenje. Česa še resnično nočem? Resnično nisem hotela življenja brez moškega, brez partnerja. To bi mi bilo popolnoma prazno in brez veze. Česa še nisem hotela? Pa sem šla še v detajle. Nisem hotela budilke. Ja, hecno se sliši, ampak zelo me je iznerviralo, da mi mora nek umeten zvok zjutraj vršiti z postelje, ki bi jaz še podaljšala za pol ure in tako naprej. No, in če ne morete ugotoviti, kaj resnično hočete, potem začnite ugotavljati, česa resnično nočete. Potem je pomembno na področju odnosov, da se sprašujete, katere kvalitete bi želeli uresničiti s svojim partnerjem. Tukaj bi rekla, čeprav o odnosih govorimo tudi v prijateljskem pomenu, ampak se pravi intimno razmerje, moški, ženska ali pa bi se reklo par, čustven par, tam spoznaš resnično globine sebe. Nihče te boljš ne pozna kot človek, s katerim deliš posteljo in mizo. Vsi drugi te poznajo površinsko in si jim dober, si jim všeč, ampak resnično te pozna samo človek, s katerim deliš svoje najgloblje intimne stvari, in to je hrana in spolnost. In tukaj, kaj hočemo na področju odnosov, ne? Ali pa če spet ne vemo, kakšnega partnerja hočemo, mogoče pa vemo, kakšnega partnerja resnično nočemo. In spet smo tlele, to si zapišemo. Potem ta tretja stvar, katere talente imam, ki bi jih lahko predstavljal drugim. Dharma pomeni tudi deliti si življenje z drugim, se pravi, imam svoje kvalitete, imam svoje talente, empatijo recimo, empatija ali pa sočutje, se pravi, empatija je nadgradnja sočutja. Če je sočutje kvaliteta razuma, je empatija kvaliteta duše. In brez empatije ni dobrega partnerskega odnosa. Potem gremo na meditacijo Satčitananda, se pravi, to so 3 vidiki duše, to vam predstavim v online programu Ključ do duše, ki ga začnemo točno na najdaljši dan, in to je 21. junij, prijave pa že zdaj potekajo. Se pravi, kako se prijavite? Najprej se probamo spoznati v enournem branju dušnega zapisa. Če vam bom jaz všeč, če vam bom jaz znala prebrati dobro vaš dušni zapis, potem me boste lahko zbrali za učitelja, in če bom videla, da ste pozitivna duša in da vam bo to znanje lahko koristilo, potem z veseljem vas sprejmem. Tako da, ja, prijave že potekajo, vse te informacije dobite na spletnih straneh omgarden.si in vizijeuspeha.com. To je meditacija Satčitananda, to prakticiramo tam in ne moram tlele vsega v tem kratkem videu predstaviti, in to zastonj tukaj vam delim, bi se reklo, tako da lahko pomagam tudi tistim, ki si vsega ne morejo privoščiti. In pomembno je, kot peto, da smo pozitivno naravnani. Se pravi, kozarec je lahko na pol prazen ali pa na pol poln. Bodimo pozitivno naravnani, bodimo pripravljeni na konstantno učiti se in ljubiti. Ljubiti sebe, ljubiti svet okrog sebe,
in se zavedati, da smo božanska bitja. In zdaj gremo v to kratko meditacijo oziroma mantro, ki jo bom zdaj vam predstavila. Poiščite si miren prostor, usedite se tako, da so noge trdno na tleh, zamislite si podobo Ganeša, se pravi, to je ta slonček, slonjo glavo in človeško postavo, ki nam pomaga na tem odkrivanju sebe, kdo smo, in tudi pravijo, da ima zelo debelo kožo, da kot slon gre pred nami, tako bi se reklo v metaforah povedano, hodi pred nami in nam utira pot. In prikličimo ga, pripravimo mu daritve, se pravi tudi o daritvah pišemo v novi knjigi Akaški zapisi, spoznaj svojo dušo, se pravi spoznaj osnove svoje duše z vpogledom v akaške zapise, kako pripravimo daritve, kako se ga prikličemo in naredimo mudro. Se pravi, če si zamislim en svoj detajl moje darme, če si zamislim in poskušam trdno vleči narazen, in če je to prepričanje v to, kar jaz hočem, v skladu z najvišjim dobrim, bo tudi to trdno držalo. Poskusimo to nepretirano vleči narazen, se pravi takole, in zdaj si prikličem Ganeša in ponavljam mantro. Sledim svoji duši in grem naprej, ker ni poti, ustvarjam pot, usmerjam tok svojega življenja tako, kot duša v meni hoče. Hvala, lajkite, delite, priporočite nas svojim prijateljem. Z vami sem Aleksandra Winkler-Trole, karmična diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov.